Danes v Pomurskem dnevniku mobilna policijska postaja, 5. val okužb, 23. seja mestnega sveta, zapiranje drsališča, jutri bo pretežno oblačno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Policisti policijske postaje Ljutomer delo na terenu opravljajo tudi z mobilno policijsko postajo. Na ta način želijo povečati preventivne aktivnosti in omogočiti ljudem, da se seznanijo z delom policije, ob tem pa tudi z različnimi samozaščitnimi ukrepi, s katerimi lahko sami preprečijo, da bi postali žrtve kaznivega dejanja. To ni le navadno policijsko vozilo, ampak policijska pisarna na 4 kolesih. Njen osnovni namen pa je mimoidočim približati delo policistov. Hkrati pridemo v stik z občani, da vidimo tudi, kaj jih tare, če imajo kakšne težave, kakšne pobude, vprašanja, graje do nas in s tem tudi pomagamo, dajemo nasvete. V notranjosti mobilne policijske postaje se skriva vse kar navadni smrtniki, večinoma vidimo le na fotografijah ali posnetkih. Lona 500, javi se. Čeprav tako širokih nasmehov ponavadi nismo vajeni, ko nas ustavi policija, naj vas dobro razpoloženi policisti ne zavedejo. Vsak trenutek so namreč pripravljeni na svoje delo. Mi lahko tu v samem avtomobilu vzamemo prijavo, kakršnokoli od občana, dejansko že napišemo na računalnik, sprintamo in se lahko tudi takoj odpeljamo sami v pisarno na kraj, ne vem, če imamo kje prijetje ilegalnih prebežnikov. Najmlajše ali pa tudi nekoliko starejše razveselijo celo z odtisom pečata. Mimoidoči priznavajo, da jim ni žal, da so se ustavili. Z prve roke dobite v glavnem vse odgovore na vprašanja o kazenskih postopkih, kje delujejo, na kak način delujejo. Zdaj mi je lepo razkazala to njihovo mobilno pisarno, mislim, kaj je vredi zadeva, ja. Dobili pa smo nekšne za otroke, pisanke, pa za varnost, da se poskrbelo tote odsevnike. Trudijo se obiskati predvsem območja, kjer ni običajnih policijskih postaj. Pa največkrat vprašanja so glede prometa, cestno-prometnih prekrškov, ne vem, kakšne zadeve glede kaznivih dejanj, dosti vprašanj pa je letos glede na stanje zadnjih 2 let, kot je epidemiološka situacija, glede teh ukrepov COVID-u. Z dostopnostjo ljudem pa pomagajo razbiti marsikateri stereotip, ki se drži poklica policista. Na območju Ljutomera pa jih lahko ujamete še danes. Epidemija koronavirusa ne popušča. Trenutno imamo tako imenovani omikronski val, ki strmo narašča. 4. val se niti ni popolnoma končal, ko se je že začel 5. Glede na število okuženih z različico omikron pa je jasno, da bomo v prihodnje potrebovali kar nekaj bolniških kapacitet. Na torkovi novinarski konferenci o trenutnem stanju glede epidemije koronavirusa je strokovna direktorica Splošne bolnišnice Murska Sobota izpostavila prav ta problem. V tem trenutku je bolnišnica polne kapacitete, tako necovidnih bolnikov kot covidnih bolnikov. Nekaj postelj sicer na covidnem oddelku še imamo, ampak je v zadnjih 2 dnevih naval na sivo cono in urgenco tako velik, da praktično najverjetneje v nekaj dneh ne bomo mogli več zagotavljati tega, da bi covidni bolniki bili obravnavani in zdravljeni na covidnem oddelku. Tako da se že pripravljamo na to novo ureditev, tako da bomo bolnike sprejemali na tiste oddelke, katere glavno diagnozo imajo. Naprimer, bolnika z akutnim vnetjem slepiča, na kirurgijo tam uredili rdečo cono in tudi sivo cono, to je ta mejna cona, kamor bomo dali bolnika, ki je tekom zdravljenja postal okužen oziroma pozitiven. Poleg tega bodo v Splošni bolnišnici Murska Sobota ukinili vso nenujno operativo in zdravljenje. In se bomo osredotočili samo na tiste, ki našo pomoč nujno potrebujemo. V tem trenutku imamo 20% zaposlenih v bolniškem staležu in 10% od tega, to je 100 ljudi, je bodisi COVID pozitivnih ali pa so zaradi tesnega stika doma.
Tako da nam je zagotavljanje bolniške oskrbe, ki je zaenkrat varna, še možno, ampak v naslednjih dneh pač pričakujemo velik val teh bolnikov, ki jih pač slučajno najdemo, da so pozitivni in imajo druge bolezni pridružene in ki jih je potrebno nujno zdraviti, veliko. Tako da to bomo organizirali na vseh oddelkih, na kirurgiji, na internem oddelku, tudi na ginekologiji in pediatriji in tako poskušali prebroditi ta velik val, ki najverjetneje prihaja v naslednjih 14 dneh. Včeraj je bilo na COVID oddelkih 583 pacientov, danes jih je že 719. Od novega leta se je število povečalo že za več kot 200. Epidemiji koronavirusa še ni videti konca. Različica omikron bi lahko namreč v Evropi do marca okužila kar 60% ljudi, kar bi sicer lahko pomenilo tudi konec epidemije. Ob takih napovedih pa je tudi predsednica Evropskega parlamenta pozvala ljudi, naj še enkrat razmislijo o cepljenju. Today we hit an important milestone in our vaccination campaign. More than half of all adults in the European Union have now had their booster shot of COVID-19 vaccine. And 82% of adults in the European Union are vaccinated. This is good. But of course we need to do more. Everybody who can should get vaccinated and get a booster shot. Because the doctors and data have made it very clear. Vaccination and boosters provide the best protection against the virus and its variants, including Omicron. And data from our agency, ECDC, shows that boosters can keep us out of hospitals. Indeed, if all vaccinated people in the European Union got a booster, we could avoid around 1 million hospitalizations in the European Union. The pandemic is not over, and actually the Omicron variant is spreading really fast in many EU countries, so let's protect ourselves. Včeraj ob 13. je v sejni dvorani mestne občine Murska Sobota potekala 23. seja mestnega sveta. Obravnavali so predlog odloka o ureditvi cestnega prometa, program opremljanja stavbnih zemljišč, občinski prostorski načrt, prvič pa so obravnavali predlog odloka o proračunu za leto 2022. Priprave na obravnavo proračuna so se sicer pričele že novembra lani. In v okviru teh priprav je bil, kot je bilo prej tudi v razpravi povedano, dan poziv neposrednim in posrednim uporabnikom proračuna. Osebno sem obiskal vse krajevne skupnosti in tudi osebno opravil sestanek z vsemi predsedniki mestnih četrti. Prvič v zgodovini sprejemanja proračuna ali pa proračunov smo uvedli tako imenovani participativni proračun, kar pomeni, da smo v roku meseca dni zbirali tudi predloge občank in občanov in dobili smo 18 dobrih predlogov, ki jih bomo potem, če bo in ko bo proračun sprejet, vključili v proračun, kar se mi zdi, da je bilo dobro sprejeto in da so tudi občani lahko sodelovali pri oblikovanju tega proračuna. Značilnosti letošnjega proračuna pa so naslednje. Je naravnan v naložbe za razvoj in boljšo občinsko infrastrukturo. Zagotavlja pospešeno črpanje evropskih razvojnih sredstev. Predlagano je zmerno zadolževanje za izvedbo investicij. V njem je močno vpeta skrb za sočloveka s socialno naravnanostjo. Tudi trajnostna naravnanost je vsebina proračuna, namen te pa je večja kakovost življenja. In pa zaradi postavk v tem proračunu prihajamo do novega razvojnega cikla. Novost pri letošnjem proračunu je tudi to, da občani lahko sami predlagajo, kaj bi želeli, da se naredi v mestu. Lani v začetku decembra je vse kazalo, da drsališča v Murski Soboti ne bo. Občina pa se je v sredini decembra vseeno odločila za postavitev. Kot razlog pa so navedli zniževanje števila okužb ter boljše razmere v bolnišnicah. Drsališče je svoja vrata zaprlo včeraj, v slabem mesecu dni pa ga je obiskalo več kot 10 000 ljudi.
Ko je bila usoda decembrskega prazničnega dogajanja v Murski Soboti že skoraj zapečatena, so se na mestni občini Murska Sobota naposled odločili, da bodo zaradi zniževanja števila okužb vzpostavili aktivnosti za postavitev drsališča. Tako je drsališče v Murski Soboti letos en mesec obratovalo na novi lokaciji, in sicer na Slovenski ulici. Prej je nekaj let delovalo na Trgu kulture, nazadnje pa na drevoredu Martina Lutra. V slabem mesecu dni je drsališče obiskalo okrog 10 tisoč obiskovalcev oziroma povprečno kar 350 obiskovalcev na dan. Izvajalci drsališča so ob tem izpostavili, da je obisk soboškega drsališča bil celo večji kot obisk tistih, ki so bila postavljena po drugih večjih mestih v Sloveniji. Tudi na soboški občini so zadovoljni z obiskom drsališča, saj so, kot pravijo, z odločitvijo, da postavijo drsališče v mestnem središču, omogočili predvsem najmlajšim aktivno preživljanje prostega časa tudi v zimskem času. Na spletnem portalu Sobota Info danes med drugim poročajo tudi o tem, kje se bo v prihodnje v središču Murske Sobote še dalo parkirati. Več zanimivih vsebin pa poiščite na spletni strani sobotainfo.com. Jutri bo pretežno oblačno. Danes smo imeli jasen dan s temperaturami okrog 5 stopinj Celzija. Opoldne smo v Murski Soboti in v Lendavi namerili 5 stopinj, v Radencih 7, v Krajinskem parku Goričko pa 12 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo pretežno oblačno, popoldne se bo od severozahoda počasi jasnilo. Ponekod bo pihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru okoli -4 stopinje, dnevne pa okoli 5 stopinj Celzija. V nedeljo bo na severovzhodu sprva še pretežno oblačno, dopoldne se bo razjasnilo. Drugod bo precej jasno, predvsem na severovzhodu bo pihal severni veter. V ponedeljek čez dan se bo od jugozahoda pooblačilo, a bo večinoma suho, pihal pa bo veter zahodnih smeri. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od -4 do -2 stopinji, dnevne pa od 4 do 11 stopinj Celzija. Toliko smo vam imeli povedati v današnjem Pomurskem dnevniku. Več informacij pa najdete na naši spletni strani www.tvideja.si. Ostanite v naši družbi in nasvidenje do jutri.